Hvala, ker ste me totalno zasuli v DM-ih, ker ste mi dali potrditev, da to, kar učim, da dela. In da dela ful. In veliko se vas je javilo, ki niste na mojih programih in ste rekli, točno to, Kajli, opažam, da delam, ful zgubljam časa za social media, oglašujem, delam milijoni na eno stvar, sodelovanje z influencerji, nagradne igre in kar naenkrat nič več ne dela. Ja, ne dela, ker nimate te strategije, o kateri skozi govorim, kako zelo je pomembna. Sploh večina ne ve, da rabijo kakršnokoli strategijo. Rabite strategijo v poslu, strategijo na socialnih omrežjih. Kako boste delali tega? Kako veste, kam gre? Če nimate strategije, imate content pillars, kaj je to? Točno. Če to vprašate, potem tega nimate. A delate vsebinski marketing? A veste, kako pisati vsebino na pravilen način? A veste, da ne zbiramo lajke, ampak da želimo konverzije, se pravi, normalno želimo prodajo in lajki tukaj nimajo čisto nobene veze glede ničesar načeloma. A delamo email marketing? A znamo narediti lead magnet? In večina ljudi, ko jih to začnem spraševati, me debelo gleda in a to vse rabim, saj pa jaz hočem se malo postati na socialnih omrežjih, pa pač želim prodajati svoje izdelke ali pa preprodajati izdelke, si pač ni važno, govorim pač o prodaji. In ljudje ne vejo, koliko stvari je dejansko tukaj pomembnih, da naredimo eno super hudo strategijo, zato da naš posel raste in da naša socialna omrežja rastejo in da se vse skupaj tako lepo zaokroži v en ful uspešen posel. Ja, to vse je potrebno in še veliko več. Zato moramo iti korak po korak. Če ne, se nam bo v enem delu, to je ponavadi čez pol leta, čez eno leto, včasih lahko tudi, ko smo 2 leti v poslu, ali pa tudi več, imamo kar feeling, občutek imamo, da se nam kar vse skupaj sesuje, da se ne premakne, da ne rastemo. Včasih mi tarnate nekateri, Kajli, zakaj ne da ne rastem, nazadujem. In rečem, točno zato, ker niste naredili temeljev, ker dejansko ne veste, kako narediti temelje, ker ne veste, kako narediti strategijo, ker ne veste, kaj vse dejansko je potrebno, da zgradimo trden brand. To, da malo objavljamo na socialnih omrežjih, ja, to ni strategija, Tudi pravilno moramo to delati, da dejansko naše objave obrodijo sadove. Ja, pomembno je, kako objavljamo, kdaj objavljamo, na kakšen način objavljamo. Predvsem, kaj objavljamo, kakšnih razmerih, kakšno vsebino želijo naše potencialne stranke, kaj jih zanima. A sploh poznamo našo potencialno stranko? Komu pa jaz sploh prodajam? Kdo je moja stranka? A res vem, kdo je moja stranka, ali samo mislim, da vem, kakšna je moja potencialna stranka? Ali pa si je želim, da je moja potencialna stranka, pa mogoče takšna sploh ni. Tako da ekstremno veliko stvari je tukaj pomembnih, da mi lahko rastemo v socialnih omrežjih in da lahko rastemo v poslu. Ker eno brez drugega ni. In na mojem programu Socialna omrežja za posel in večanje prodaje govorim točno o tem, step by step, torej korak za korakom, kako zgradimo močan brand, kako zgradimo močna socialna omrežja, ki generirajo, ne da zbiramo lajke, ne da zbiramo komentarje, ampak dejansko, da iz tega posledično delamo tudi prodajo, kar je pa vsem ful pomembno. Stvari v poslu so dejansko kot puzle. Predstavljajte si, da imate ful puzl in da samo ena ali pa 2 manjkata, a je slika popolna? Ni. In če slika ni popolna, se pravi, brand ni popoln. In če brand ni popoln, če brand nima temeljev, če brand nima strategije, če brand nima ciljev, vizije, brand ne more rasti. Lahko samo vegetira in upamo, da se bo kar čudežno nekaj zgodilo, ampak se ne bo. In ravno zato polovica vseh poslov propade že v prvem letu, ker ljudje obupajo, ker vidijo, da ne gre. Ampak ne gre samo zato, stvari so tako enostavne, dragi moji, ampak če ne veste, kako delati, potem ne morete delati, ampak če veste kako, potem pa so stvari resnično lahko zelo enostavne, tako zelo, da jih lahko date v prakso in ko jih date v prakso, delajo. In takrat je rast in takrat se brand razvija in takrat potem ne morete delati, ampak če veste kako, potem pa so stvari resnično lahko zelo enostavne, tako zelo, da jih lahko date v prakso in ko jih date v prakso, delajo.
In takrat je rast, in takrat se brand razvija, in takrat je prodaja, kar je pa najbolj pomembno od vsega. In potem ne razbijamo svojo glavo ob zid in tolčemo z njo tisto belo steno in si rečemo, kaj delam narobe, kaj delam. Ker če nam nekdo pokaže korake, vemo, da vse, kar moramo narediti, je to, da sledimo tem korakom, da pridemo do cilja. A ni to nekaj najlepšega? Je. Vem pa, da marsikdo ne dela tega, ker pač nima teh korakov, ker se ne učijo od pravih oseb. Vedno se učite od ljudi, ki so to naredili pred vami, ki veste, da vam lahko pomagajo, ki imajo svoj uspešen brand, ki delajo to za druge in gradijo druge uspešne brande, ki so že naredili to pred vami in dosegli cilj, da so tam, kjer vi želite biti. Potem veste, da se učite od pravih in da boste prišli do svojih zastavljenih ciljev. Če pa se učite od ljudi, ki so na isti stopnji kot vi, ali pa ko govorijo samo iz teorije in ne delajo tega v praksi za sebe in za druge, potem zato ne rastete. Vse preprosto, zato ne rastete. Vaši mentori morajo biti vedno nad vami, ja? Ne pa v istem rangu. Ali pa, ko izbirate svoje sodelavce, ali pa nekoga, ki vam pomaga. In če izberete ljudi, ki tudi ne vejo, pa ne znajo, pa se lovijo, kako vam bodo ti ljudje pomagali? Ja, ne bojo vam. A ni to čisto logično? Ko povem takole na glas, je logično, a ne da je? Čist preprosto je in čist logično. Zato sem ustvarila program Socialna mreža za posel in večanje prodaje. Ker večina ljudi se me ni mogla privoščiti in jaz vem, da če si na začetku svoje poslovne poti, si je težko privoščiti enega takega učitelja, ki je že 20 let v poslu in naredil že 3000 brandov. In za vse tiste, ki se ne morete privoščiti mene 1 na 1, ali pa da me ne jamete kot PR-oko, ali da me ne jabljate kot social media stratega, ali pa menedžerja, da upravlja z vašimi socialnimi mreži, potem me dejte vse spremljati na Instagramu in na Facebooku za koristne nasvete. Seveda to ni primerljivo z mojimi plačanimi programi, mojimi treningi, ampak če se mi že ne morete privoščiti 1 na 1, dejte si vse privoščiti moje online programe, ker boste res imeli vse step by step in boste v poslu res rasli na pravilen način, tako kot morate. In verjemite mi, samo vprašanje časa je, kdaj me boste potem lahko najeli za coaching 1 na 1. To mi vsak reče, joj, Kali, ko bi imela denar, bi te najela. In jaz se vedno pošalim, pa saj me imaš, tle me imaš, dosegljiva sem. Zato sem naredila online program, da me res lahko vsak najame. Pol pa boste itak zgradili posel, ker vam bom pokazala kako, in me boste lahko najeli za Big Bucks. In si dejansko se me boste lahko prvošali za Big Bucks, ne? Se jaz rada pošalim. Ampak itak me pa ne boste rabili, ker vas bom vse naučila že na onlineu. Tako da v glavnem, vem, da je največji problem začeti, ampak morate si dopustiti, da začnete graditi svoj uspeh, svoje sanje, svoj brand. In dejte si dopustiti, da to delate na pravi način, da ne boste čez leto ali pa 2 rekli, sem zgubila časa in denarja, pa nisem nič naredila, ker nisem znala. Ker te nisem poslušala, ker nisem poslušala sebe in nisem naredila tega prvega koraka. Žal mi ljudi, ki mi rečejo, joj, Kali, še nisem tam. Ja, če nisi tam, da začneš, je pol nisi nikjer. A ni tako? In pol nikjer tudi ostaneš. Tako da, treba je narediti sam tako malo, en korak, pa je vse lažje.